Sedaj pa prosim na oder slavnostno govornico podpredsednico Zveze Združenj borcev in invalidov, Ljubico Jeločič. Prosim, mikrofon. Ja. Hvala za besedo, spoštovana predsednica Danijela Topar. Spoštovane gospe in gospodje, naj vam povem, da mi je zares zelo veliko čast, da sem danes lahko z vami, da skupaj proslavimo 8. marec, Mednarodni dan žensk, in da skupaj proslavimo 80. obletnico ustanovitve predhodnice organizacije, ki nas danes tukaj časti, torej Zveze slovenskih žena. Jaz vam moram povedati, da moram izreči eno veliko navdušenje in tudi eno osebno zahvalo Zvezi slovenskih žena, zato da obstajate, zato da delujete. In zato mi je danes v veliko čast, da sem lahko v živo spoznala gospo, ki je dolga leta v bistvu držala po konci to Zvezo slovenskih žena, spoštovano Milko Kokot. To izpostavljam zaradi nekega posebnega pomena, ki ga bom izpostavila tudi kasneje v govoru. Zelo veliko, spoštovana Milka, res nam je v veliko čast, da ste danes z nami in pa predvsem, da ste toliko naredili za to organizacijo. Ker sem podpredsednica Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, moram pozdraviti tudi predsednika moje sestrske organizacije tukaj na Koroškem, in sicer predsednika Zveze koroških partizanov Milana Vuteja, in pa seveda tudi podpredsednico Mojco Koletnik, ki jo pogosto srečujemo tudi na naših proslavah v Sloveniji in drugod, proslavah, ki so posvečene narodno-osvobodilnemu boju. Gospod Vute, gospa Koletnik, obema prisrčno hvala. In ker je bilo danes že zelo veliko pomembnih besed izrečenih, tako o narodnostnem položaju na Koroškem, o borbi žensk za pravice, se zahvaljujem seveda tako gospe Ani Blatnik kot Danijela Topar vam, ker ste nam predstavili situacijo, v kateri ste živeli, v kateri delujete tukaj na Koroškem. In seveda tudi spoštovani županji, gospe Lobnik, sem zelo hvaležna, ker je predstavila to okolje in boj in prizadevanja tako na kulturnem, političnem, gospodarskem področju, ki vsa ta boj in vsa ta prizadevanja so seveda pomembna za preživetje naše slovenske manjšine na Koroškem. In zdi se mi prav in zelo pozdravljam to, da je med nami državna sekretarka iz Urada za Slovence v zamejstvu in drugod po svetu, spoštovana gospa Vesna Humar, ki pa je poleg tega, da je sedaj državna sekretarka, tudi pred leti imela dolgo, zelo dobro, odlično kariero novinarke in tudi problematiko žensk in neenakosti v družbi zelo dobro pozna. Tako da, Vesna Humar, hvala, ker ste danes z nami. Če mi dovolite, svoj govor nekoliko bolj posvetila širšemu boju za pravice žensk skozi zgodovino in še zlasti prizadevanjem ženskega gibanja za izobraževanje, za mir in za enakopravnost. To pa so točke, ki so bile že izpostavljene danes v teh uvodnih pozdravnih nagovorih. Namreč, odkar je leta 1977 Generalna skupščina Organizacije združenih narodov razglasila 8. marec kot Mednarodni dan žensk, lahko trdimo, da gre za praznovanje, ki pripada vsem ženskam, ne glede na družbeno-ekonomski status, politično prepričanje ali socialno vlogo v družbi. To omenjam zato, ker se je zgodovina obeleževanja boja žensk za svoje pravice začela kot delavska pravica in kot posledica brutalnega izkoriščanja žensk
delavk. V zgodovini delavskega gibanja je bilo več dogodkov, ki jih v zvezi z bojem žensk za spremembe moramo, oziroma je prav, da jih omenimo. Lahko začnemo v obdobju revolucionarnega vrenja 1848, ko ženske prvič javno postavijo zahtevo po splošni volilni pravici. Lahko gremo v leto 1857 v Združene države Amerike, ko se začenjajo prve velike demonstracije in stavke, v katerih sodelujejo predvsem tekstilne delavke. In seveda v leto 1908, ko 15.000 tekstilnih delavk maršira skozi Manhattan in zahteva pravice, ki so bile delavske pravice. Torej, po pauzi v delovnem času, po krajšem delovnem času, po boljših delovnih pogojih, to so bile njihove zahteve in glede na to veliko stavko in pohod žena je potem tudi prišlo leta 1910 do enega zanimljivega, tudi za današnji čas in dan, pomembnega predloga, namreč voditeljica takratnega ženskega socialističnega gibanja, Clara Zetkin, je na mednarodni socialistični konferenci, ki je potekala leta 1910 v Kopenhavnu, predlagala, da bi se en dan v letu posvetilo dnevu oziroma obeleževanju boja žensk za enakopravnost in proti izkoriščanju. In takrat je Clara Zetkin prišla na oder z rdečim nageljnom na prsih. Zelo sem vam hvaležna, ker ste mize okrasile z rdečimi nageljmi. Namreč, rdeč nagelj je takrat že bil simbol delavskega gibanja. Ampak Clara Zetkin je rdeč nagelj prinesla na prsih tudi kot simbol bodočega ženskega gibanja. In seveda 8. marca. Zato si še vedno mnogo kje za 8. marec poklanjamo prav rdeči nagelj. Ampak ta zgodba z praznovanjem 8. marca oziroma dneva, ki bi bil posvečen vprašanju žensk, ni bila tako zelo preprosta in je ni bilo tako enostavno uveljaviti. Moramo pa povedati nekaj. Gospa Topar, vi ste zelo izpostavili položaj žensk in dolgotrajno v bistvu neenakopravnost žensk v Avstriji po letu 1945, lahko rečemo. Pa najbrž tudi predtem. Ampak čas, ko se je začelo praznovati ta mednarodni dan žensk, to je bilo leta 1911, takrat je bila pa Avstrija zelo napredna država. Takrat se je namreč po vseh krajih Avstrije, seveda tudi v naših slovenskih deželah, prvič praznovalo dan posvečen ženskam. In kasneje, od leta 1921 naprej, je bil to dan, torej izbran dan 8. marec. V času med obema vojnama bi lahko rekli, da z praznovanjem, dolgo let, praznovanjem 8. marca, za praznovanje ni bilo prav veliko možnosti, zlasti v državah, kjer so bili na oblasti nacistični in fašistični režimi. Tam so namreč 8. marec prepovedali. Ampak ne pozabimo pa še nekaj, da so ženske tudi na pobudo Clare Zetkin že pred Prvo svetovno vojno bile tudi nosilke boja za mir in proti vojni. Da so bile ženske tiste, ki so v bistvu pozivale tudi na vsezadnje v času Prve svetovne vojne leta 1917, pozivale na demonstracijah, to so bile ruske ženske, pozivale so za kruh, za mir in za zemljo. V obdobju fašizma in nacizma, torej za našim praznovanjem ni bilo prav veliko, za naše praznovanje ni bilo veliko možnosti,
ampak počasi nas to pripelje tudi do obdobja, do okoliščin druge svetovne vojne, ko se razvijajo odporniška gibanja po vsej Evropi in za nas Slovence je bila zelo pomembna seveda osvobodilna fronta kot začetek antifašističnega gibanja vseh Slovencev in Slovenk, ki so živeli pod italijansko, pod nemško in pod madžarsko okupacijo. Veliko žensk se je takrat vključilo v osvobodilno fronto in pa v partizanske vrste, se pravi, bile so borke, bile so bolničarke, kurirke, organizatorke, aktivistke, skrbele so za logistiko, skrbovale so partizanske enote in v času, ko so bili možje na fronti, so same doma skrbele za to, da so družine preživele, pa da so proizvedle oziroma pridelale toliko, da so lahko skrbele tudi za partizanske enote. In spet imamo pred sabo spomin na to, kako ženske demonstrirajo proti vojni. Prve ženske demonstracije proti vojni v času druge svetovne vojne so namreč potekale spomladi 1943 v okupirani Ljubljani. Potekale so 2 meseca in organizirane so bile pod sloganom Vidimo se naslednjo sredo. Torej vsako sredo, 2 meseca, nekje do junija 1943 so demonstrirale naše prednice, aktivistke v Ljubljani. V tem času se je že zorganizirala tudi nekako jugoslovanska organizacija žena, in sicer leta 1942 v Bosanskem Petrovcu je na podlagi dejstva, da je bilo v partizanskih enotah zelo, zelo veliko žensk, bilo nekako dogovorjeno, da bi bilo dobro, če imajo ženske tudi svojo organizacijo. In to je bila ta antifašistična fronta žena, ki je bila takrat ustanovljena in kot smo videli, zelo zanimivo, da so Korošice zelo kmalu, torej spomladi marca 1943, tukaj v Železni Kapli oziroma v okolici, že ustanovile prvi krajevni odbor. In to je zdaj ta dogodek, ki se ga tudi z velikim spoštovanjem spominjamo danes. Medtem ko kasneje na ozemlju slovenskih dežel je bila ustanovljena antifašistična fronta žena v Dobrniču oktobra 1943 in tistega prvega kongresa ustanovitvenega so se seveda udeležile ženske za centralne Slovenije, z Dolenjske, iz Štajerske, ni pa bilo Korošic in ni bilo Primork. Tukaj je namreč takrat bil boj tako srdit in tako hud in toliko zlega, sploh z izgonom prebivalcev Koroške, slovenskih prebivalcev seveda, je bilo že storjenega, da se koroške članice antifašistične zveze oziroma fronte niso mogle udeležiti tega skupnega kongresa. In nekaj moram povedati zanimivega. Ko so v Železni Kapli ustanovile to antifašistično fronto žena, so uporabile ta izraz AFŽ. Ko pa so v Dobrniču na prvem kongresu ustanovili antifašistično fronto žena, so jo poimenovali drugače. In sicer Slovenska protifašistična ženska zveza. To vam nekaj pove o našem odnosu do jezika. Namreč že takrat se je čutilo, da želijo slovenske ženske uporabljati svoj izraz. Ne tisti izraz, ki je bil sprejet v Bosanskem Petrovcu, kot srbo-hrvaški izraz, ampak svoj, slovenski. Zato Slovenska protifašistična zveza, ampak žal pod pritiskom jugoslovanskih teženj so potem morale to svojo organizacijo na svojem drugem kongresu leta 1945 preimenovati in leta 1953 ukiniti. Boj za ženske pravice oziroma opozarjanje na ženske probleme se je sicer preselilo potem v neko tako skupno organizacijo, ki smo jo mi imenovali Socialistična zveza delovnega ljudstva. To je bila organizacija, v kateri so
bile v bistvu, oziroma se je skrbelo za pravice različnih ljudi v civilni družbi, nevladnih organizacij tistega časa, potem duhovnikov in pa seveda tudi ženske so bile nekje že vedno bolj v kotu. To govorim zato, ker sem začutila iz knjige Glej, ta svet je tudi zate, eno posebno spoštovanje, ki so ga izražale koroške Slovenke do tistega, kar se je dogajalo v takratni Jugoslaviji. Eno posebno spoštovanje do enega napredka v smislu doseganja enakopravnosti. In najbrž je res na področju enakopravnosti takrat v Sloveniji in v Jugoslaviji bilo narejenega zelo veliko. Ampak morate vedeti, da počasi so ti dosežki začeli tudi malce zahajati v pozabo. In tukaj želim povedati, da mi zelo veliko pomeni to, da ste sicer imeli diskusijo, oziroma so vaše prednice imele precejšnje razprave glede tega, kaj narediti za antifašistično fronto žena. In leta 1951 ste rekli, Daniela, da se je preimenovala v Zvezo slovenskih žena. In to je zdaj ključno. Vi ste namreč ohranili organizacijo žena. V Sloveniji in Jugoslaviji pa je bila ta specifična, posebna organizacija, ki bi se v ženskem kolektivu, z ženskim zanosom borila za ženske pravice, ukinjena. Z gotovostjo lahko trdimo, da so bili cilji vseh žensk še takrat, ko so se imenovale antifašistična fronta žena, do konca vojne približno enaki. Na vseh ozemljih, kjer so naši predniki govorili slovensko. To je bil boj proti fašizmu, proti okupaciji, boj za enakopravnost žensk, za volilno pravico vseh in še marsikaj podobnega. Ampak po koncu vojne so se pa okoliščine, v katerih so delovale naše prednice in predniki, pa začele močno razlikovati. Tukaj se zavedam, da v bistvu v situaciji, ko ste na Koroškem, v bistvu ostali pod avstrijsko oblastjo in pod angleško upravo do leta 1955, je bilo pomembno, da se je ta boj žensk nadaljeval, ampak tisto, kar se da videti skozi zgodovino boja, je, da se je ta boj začel seliti na področje narodnostnih pravic. Vedno bolj ste v bistvu te specifične ženske pravice in delo ženske začeli podrejati oziroma jih naslavljati kot pravice manjšin. In to se mi zdi tudi eno zelo pomembno, ključno vprašanje za današnji čas in na vse zadnje tudi za našo spoštovano državno sekretarko. Tudi na Primorskem, mimogrede, jaz od tam prihajam in je bilo moje otroštvo polno zgodb iz fašističnih časov, se je velik del tega našega slovenskega življa soočil z nedorečeno mejo in pa seveda na območjih, ki so po pariški mirovni pogodbi pripadli Italiji, so se naši primorski Slovenci borili za osnovne narodnostne pravice. To, kar je morda uspelo pri pogajanjih za avstrijsko državno pogodbo narediti, je bil vsaj ta slavni 7. člen avstrijske državne pogodbe, v katerem so bile vsaj v dokumentu zapisane slovenske pravice, čeprav vem in razumem, da ste se morali potem za te pravice in se še danes boriti in jih uveljavljati vsak dan znova. In spoštovani gospod Franc Jožef Smrtnik, jaz upam, da boste vi kot poslanec tega prostora v deželnem parlamentu skrbeli za to, da se bodo ne samo pravice žensk, ampak pravice vseh Slovencev in Slovenk, vseh tistih, ki se čutijo narodnostno pripadne slovenstvu, da se boste borili za njihove pravice in da boste ohranjali zgodovino Koroške tudi kot zgodovino slovenstva. Na območju Slovenije, seveda, ki je postala Republika Jugoslavije, so se ženske ukvarjale bolj z vprašanji splošnega družbenega napredka, dobile so popolno in splošno volilno pravico, sodelovale so v obnovi države in so se čutile zelo, zelo enakopravne pri tem. Celo bi rekla, da so se čutile zelo varne. Tudi takrat, ko so leta 1953 ukinile
antifašistično fronto žena. Namreč zaradi številčnega zastopstva, predvsem partizanske generacije žensk v političnih krogih, so uspešno izbojevali napredek na področju zdravstvene oskrbe, in sicer porodnic, dojenčkov, otroškega varstva za zaposlene, enakopravnega dostopa do vseh ravni izobraževanja in leta 1981 celo, da vas spomnim na moje področje delovanja, so bile ženske v Jugoslaviji, torej potem takem tudi v Sloveniji, vključene v nek poskusni projekt prostovoljnega služenja vojaškega roka za ženske. Projekt je potem neslavno propadal leta 1984, ampak tudi tak poskus smo preživeli. Zanimiva pa je bila pri tem usoda 8. marca. In tukaj bi se rada spomnila vsega, kar je povedala spoštovana gospa Ana Blatnik. Namreč usoda 8. marca kot dneva opominjanja na še vedno prisotno diskriminacijo in tudi neenakost v nekaterih bolj zaostalih predelih takratne države. 8. marec v takratni državi ni bil nikoli dela prost dan, je pa veljal za zelo pomemben državni dogodek. Takrat smo namreč otroci svoje učiteljice in matere počastili s cvetjem in voščili. V podjetjih so delavke bile deležne posebnih pozornosti, tudi slovesnosti, včasih so dobile prosto kakšno uro, da so lahko šle prej iz službe, da so lahko odšle k frizerju, da so se uredile za večerno zabavo. Ampak z tiste večerne zabave so praviloma najbolj prijavni vedno odhajali moški. Ampak zdaj se nam zdi, ta situacija se nam zdi zelo absurdna. Ampak vendarle, ta trenutek, to dejstvo, da so te ženske dobile tisto uro, ko so bile lahko one, ko so smele urediti svoj obraz, svoj izgled, svojo frizuro. Tista prosta ura je v bistvu pokazala tem ženskam, da takrat niso delavke, da niso matere ali sestre ali žene, torej vedno v poziciji do nekoga drugega. Nekaj, kar se je določilo v poziciji do drugega. Ampak takrat, v tisti prosti uri, so bile one, posameznice. In tudi tisti šopek rož, ki so ga dobile učiteljice in naše matere, je bil sprejet kot ne zato, ker imamo 8. marec, ampak zato, ker sem jaz mama, ker sem jaz učiteljica, ker je to moj dan. Ker na ta dan se jaz spominjam vseh mojih prednic, ki so se borile tudi za moje pravice. In jaz, ki dobivam te rože, se moram boriti za druge, ki prihajajo za mano. Za tiste deklice in za tiste dečke, ki prihajajo v razredu k meni in mi prinašajo te rože, pa morda ne bodo zakaj. In jaz jih moram naučiti, da bodo razumeli, da gre ta boj naprej. Ampak kaj se je zgodilo postopoma z tem našim 8. marcem v takratni državi Jugoslaviji? Nažalost, vse manj se je namreč na ta dan govorilo o ženski enakopravnosti. In vse bolj se je ta praznik izgubljal v naraščajočih potrebah potrošniške družbe. In v zadnjem desetletju skupne države je ta praznik tako zvodenel, da so ga res uporabljali samo še za obdarovanje žensk s priložnostnimi darili in pa, kar nas povezuje z tem koroškim prostorom, za nakupovalnimi izleti v avstrijske in italijanske trgovine ob meji. Veste, v intelektualnih krogih smo se ženske takrat takemu prazniku kar odpovedale. Res pa je, da istočasno nismo imeli dovolj poguma in moči, da bi zahtevali vsebinske razprave o dejanskem položaju žensk v družbi. In to razvodenenje praznika nas je pripeljalo potem v osamosvojeno novo državo Slovenijo. Po osamosvojitvi pa se je zasmehovanje in brisanje 8. marca in tudi ženskih pravic iz zavesti državljanov Slovenije izvajalo kot uradna politika.
Čeprav je bil to praznik, ki je takrat že imel mednarodno legitimiteto. 1977 je bil razglašen za mednarodni dan žensk. So ga nove slovenske oblasti po letu 1991 označevale kot relikt komunizma, kot enoumje, ki se proslavlja samo še v postsovjetskih državah in ponekod v Afriki. Iz stenskih koledarjev, na primer, je izginila oznaka, ki smo jo prej imeli, 8. marec, dan žena, ta oznaka je izginila. Danes na naših stenskih koledarjih to ni več zapisano. In ženske smo počasi ugotovile, da ne, da smo izgubile izvirni 8. marec, kot spomin na mednarodno žensko delovsko gibanje, ampak smo vse ženske začeli izgubljati tudi določene priborjene pravice. Bile smo vse bolj deležne izrinjanja iz polja enakopravnosti, vzorci neenakosti pa so se vztrajno krepili. Omenili ste prepad, predvsem gospa Blatnik, med povprečno moško in žensko plačo. Dolgo let je Slovenija veljala za državo, v kateri sta moška, povprečna moška in povprečna ženska plača zelo blizu. Ampak to, kar moramo danes ugotoviti, pa je, da se ta prepad povečuje. V vseh drugih evropskih državah se zmanjšuje, v Sloveniji, nažalost, pa se povečuje. Ženske so bile prve na udaru v propadajoči industriji, ker so prve izgubile službo. Še danes imamo med brezposelnimi največ žensk. Pod pragom revščine živijo predvsem starejše vdovele upokojenke. Pravica do svobodnega odločanja glede rojstva otrok in tudi glede svojega telesa se poskuša zmanjšati. Nismo uspeli uzakoniti oploditve z biomedicinsko pomočjo za neporočene oziroma samske ženske. Problematizira se pravica do splava, ki smo jo štele v nekdanji državi Jugoslaviji kot vrhunec pravic, ki pripadajo ženski. Številna dela, ki jih v gospodinstvih opravijo ženske, postajajo nevidna. V dolgotrajni oskrbi starejših so predvsem in samo ženske. Na slabše plačanih delovnih mestih se zaposlujejo dekleta, ki imajo bistveno višjo izobrazbo od zahtevane. V covidnih letih so ženske pri nas v zdravstvu, šolstvu, šolanju nadaljavo, kot trgovsko osebje nosile največje breme boja z epidemijo, pa zato niso dobile nobenega priznanja. Večinoma se tega niti opazilo ni. Soočamo se s spoznanjem, da smo ženske pravzaprav tudi zanemarile zgodovino in dosežke ženskega gibanja in da se na mnogih področjih znova borimo za pravice, ki so že bile dosežene. To pa je slabo sporočilo za prihodnje generacije mladih žensk. Verjetno je prav naša generacija, torej moja generacija, ki je živela v udobju doseženih pravic, v omalovaževanju simbolnega pomena 8. marca zapravila zgodovinsko priložnost, da bi na nove generacije prenesla zavest o pomenu ženskega gibanja, zavest o pomembnosti in vrednosti šolanja, zavest o tem, da so se v zgodovini prav ženske vedno prve postavile vojni porovi in organizirale protivojne demonstracije. Danes smo, kot vidite, čeprav je vojna znova na evropskih tleh, tiho. Zato se mi zdi tako zelo pomembno, da ste v Zvezi slovenskih žena skupaj z drugimi kulturnimi in prosvetnimi organizacijami v lanskem letu izdali knjigo, ki smo jo omenili in ki jo Daniela danes podarja kot zelo pomembno darilo, namreč knjigo z naslovom Glej, ta svet je tudi zate. Izjemno spoštujem delo Helene Bardel in Video Vid, ki sta zapisali zgodovino in okoliščine delovanja antifašistične fronte žena in pa Zveze slovenskih žena na Koroškem. Poleg mojega spoštovanja do tistih, ki ste to delali, ampak v matični državi ste nas v bistvu opozorili na tiste sestavine boja za ženske pravice, ki so po svojem ključnem bistvu človekove pravice. So pravice družbene manjšine
In tukaj se vračamo ponovno k vprašanju narodnostnih manjšin. Pravice žensk so pravice manjšine. Manjšina, ki se poskuša uveljaviti v prevladujočem moškem patriarhalnem svetu. In so vsaj tu te pravice na Koroškem tudi temeljne pravice narodnostne manjšine. Pravica do obstoja, ki se kaže skozi simboliko dvojezičnih napisov. Pravica do izobraževanja, ki se kaže skozi ohranjanje dvojezičnega šolstva in predvsem slovenskih vrtcev, slovenskih osnovnih šol, slovenske gimnazije. In ne nazadnje pravica do političnega predstavništva na deželni in pa seveda tudi zvezni ravni. In tako smo spet pri državljanskih pravicah, ki jih morate Slovenci in Slovenke na Koroškem obvarovati in vedno znova uveljavljati. Se pa je v tem razvoju mednarodnega ženskega gibanja zgodilo še nekaj, na kar bi želela opozoriti. Nekoč, ko je še Klara Cepkin predlagala praznovanje, obeleževanje dneva žensk, je bilo to mednarodno delavsko gibanje. Danes praznujemo 8. marec vsak zase. Vsak v svojem kraju, vsak v svoji državi, vsak v svoji deželi. In smo pozabili, da ima ta praznik svojo moč šele takrat, ko je mednarodni, ko se zberemo in združimo v en glas vse ženske tega sveta. Zato bi rada zaključila z mislijo, da današnje obeleževanje 80-letnice spomina na tisti prvi slavni 3-članski krajevni odbor Koroške antifašistične zveze v Železni Kapli prenesemo in prenesete na prihodnje rodove kot simbol ženskega prispevka v boju proti okupaciji. Da podpremo prizadevanja za enakopravnost vseh družbenih manjšin in da se v tem našem mednarodnem boju za pravice žensk zavemo, da bodo vse oblike neenakopravnosti po izračunih Organizacije združenih narodov v svetu odpravljene v prihodnjih 600 letih. Če bo šel razvoj boja za enakost žensk in moških s takšnim tempom naprej, kot je to bilo v zadnjem tisočletju. Drage dame, spoštovani gospodje, drage tovarišice in tovariši, naj živi Zveza slovenskih žena. Naj živi 8. marec, Mednarodni dan žensk. Srečno Koroško.